Zanimivo se mi zdi, da ste zbrali kot potencial Tino Drole, ker sem na prvo žogo pomislil na Boštjana Bračiča, mogoče Alena Vogrinca Vesela. To so že glasbeniki, ki imajo nekaj izkušenj z nastopanjem. Ne nazadnje tudi Peter Vode, ki je najstniški material, s kakršnim ste vi že znali kaj narediti, ne? No, zdaj, imena, ki ste jih vi navajali, so imena, ki so se v javnosti mogoče bolj pojavila, ne. In ravno zaradi tega mogoče je to zame, ne, malo oteževalna okoliščina, glede na to, da oni že vsi sami nekaj počnejo, ne, in mislijo, da je v bistvu zdaj ta zmaga na talentu samo nek dodaten push, ki jih bo lansiral v smeri, ki so si jo oni izbrali, ne. Vprašanje pa je, če je ta smer taka, ki je primerna oziroma ki jo mi želimo z njimi izvajati, ne. Mi imamo velik nabor izvajalcev, ki sicer ustvarjajo, ne, ki so poznani, ki so pravzaprav top slovenski izvajalci, ne. Vidimo, kaj lahko dosežejo, vidimo, kaj pravzaprav tržišče išče in kaj rab, ne, in glede na to oceno, ne, se bomo tudi odločili, s kom bomo kaj delali, ne. Ne boste pa sam izdajali ploščo, ampak vas zanima celoten management, ne, seveda, ker je to zdaj moderno založništvo, ne. To je itak tudi koncept Got Talenta, ne, se pravi Fremantle kot lastnik formata, ne, skupaj z Sajkom pričakuje, da bo nekdo, ki se bo ukvarjal z talenti post-festom oddaje, ne, njih pokrival komplet, se pravi tur, sponzorstva, diskografija in tako naprej, ne. Ker tukaj v bistvu ne gre za kariero izključno pevca, ne, tako kot sem že od začetka rekel, lahko je tudi pevska skupina, ne, lahko so košarkaši, lahko je kdorkoli drug, ne. Se pravi, ni nujno, da mora nekdo snemati pa iz tega iztržiti nekaj, ne. Mi se pač ukvarjamo z ta trenutek, ne, z talenti, ki so na vrhu medijske prepoznavnosti, ne. Mogoče kakšna beseda o Maji Kevc, zelo zanimiv glas, sploh za slovenske razmere. Ja, zelo zanimiv glas, ampak to je mogoče samo majhen delček, majhna osnova, ne. Nič še ne pomeni to s tem, ne. Sem pa v bistvu prebral, da že nekaj snema s Petrom Lovšinom in po moje nekdo, ki je v fazi nečesa že, a ne, ga je nesmiselno kamorkoli zdaj vleči ven ali pa usmerjati, ne. Tako da ne vem sicer zdaj, kaj ona dejansko pričakuje od vsega, a ne, ampak zaenkrat ni na prvem spisku. Kdaj bomo slišali kaj od tega, kar vi zdaj ustvarjate s potencialnimi talenti? Pred jesenjo? Absolutno, zelo kmalu. Zelo kmalu. Mislim, z tistimi, s katerimi se bomo odločili, da bomo delali, bomo začeli delati takoj, a ne. Če bo to Lina, bo to praktično verjetno še pred koncem šole. Se pravi tudi, da se še ujame ponovitve na Pop-TV-ju potem ali kako? Ker so že napovedali, da bojo ponavljali cel šov zdaj čez poletje, ne? To zdaj slišim, to ste mi vi povedali. Mi predvsem zdaj računamo na to, da bojo ljudje to, kar so prej gledali, ne, da bojo zdaj lahko tudi poslušali vsak dan, ne. Ne samo na televiziji, ne, tudi radio, CD-ji, telefoni in tako naprej. To lahko pričakujemo samo kakšen single album ali tudi kakšno kompilacijo mogoče najboljšega, kar smo slišali? Ne, kompilacije ne bo, ker ni v konceptu, a ne. Tudi ne bomo razpršili, a ne. Mi se bomo zelo osredotočili na nekaj, kar bomo delali in bomo potem to skušali narediti najboljše, ne. Ste v finalu koga pogrešali od svojih favoritov? Ali pa potencialnih kandidatov? V bistvu ne. Ne, v bistvu se mi zdi, da je tukaj pravzaprav žirija bila tista in vsi pravzaprav produkcijska ekipa, ki v zadaj stoji, ki je zelo dobro poznala vse sodelujoče, ne, in v bistvu mi smo videli samo esenco vsega, ne, tisto, kar se pod zadaj dogajalo, je pa sigurno
kar dosti vplivali na ta izbor. Ne? In jaz v bistvu tukaj zelo zaupam temu, da so oni izbrali točno tisto, kar je prav. Hvala.